Večkrat slišimo izraz, naj vaš denar dela za vas. Kaj pa, če bi vaš kripto delal za vas? Prav to ponuja staking. Lep pozdrav in dobrodošli v seriji, kjer popolnim začetnikom pomagamo pri razumevanju kripta. V tokratni epizodi si bomo ogledali staking metodo investiranja. Obrazložili bomo vse, kaj to je, kako se posluževati tega orodja, katera so načela stakinga in katere so prednosti in slabosti te metode investiranja. Če ste morda novi, imamo tudi že videe, kjer podrobno spoznavamo kripto hodl metodo, kripto DCA metodo in inteligentne portfelje. Vsekakor priporočam, da si ogledate tudi te. Imamo tudi video, s pomočjo katerega lahko določite svoj profil vlagatelja, kar je zelo pomemben prvi korak, preden se podate v svet investiranja. V naslednjem videu si bomo ogledali swing trgovanje in da ga slučajno ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Zdaj pa si poglejmo, kaj staking pravzaprav je in kako vam lahko pomaga. Staking kriptovalut je način za zaslužek nagrad s sodelovanjem v delovanju določenega kriptoomrežja. V zameno za zaklepanje svojih žetonov za določen čas sodelujete pri potrjevanju transakcij in zagotavljanju varnosti omrežja. Kot nagrado za to prejmete nove žetone, recimo zastavim Ethereum in zaslužim 7% letnih obresti na svojo naložbo. Večina kriptovalutnih omrežij uporablja mehanizem soglasja, imenovan Proof of Stake ali dokaz o deležu za potrjevanje transakcij in dodajanje novih blokov v verigo blokov. V nasprotju z rudarjenjem, ki zahteva močno računalniško moč, staking temelji na velikosti vašega deleža. Več žetonov imate, večja je vaša možnost, da ste izbrani za potrjevalca bloka in prejmete nagrado. No, katere so pa prednosti in slabosti? Prednosti stakinga so sledeče. Prijemate pasivni dohodek, kar je super. Zaslužite lahko nagrade v obliki novih žetonov, ne da bi morali aktivno trgovati ali rudariti. Je relativno enostavno. Za staking ne potrebujete drage opreme ali posebnih tehničnih veščin. In poleg tega je to tudi dober način za dolgoročno naložbo. Po drugi strani so pa slabe lastnosti stakinga te, da ima tveganje nihanja cen, saj se vrednosti vaših žetonov lahko s časoma spremenijo, kar tudi lahko vpliva na vaš zaslužek. Vaši žetoni se zaklenejo za določen čas in možno je tudi nihanje nagrad, ki se lahko spreminjajo glede na število sodelujočih validatorjev in omrežno aktivnost. In vprašanje tega videa, ali je staking zate? Cilj te metode je srednjeročni do dolgoročni, zato ni primeren za kratkoročne vlagatelje, saj se žetoni za določen čas zaklenejo. Zelo je primerna za začetnike v kriptu, saj je metoda zelo enostavna. Preden se odločite za naložbo v kriptovalute, je pomembno, da kljub temu opravite tudi lastno raziskavo in razumete tveganja, ki so vključena. Pomembno je tudi, da vlagate le denar, ki ga omogoča vaša naložbena zmogljivost, ki smo jo izračunali v prvem videu te serije. Odgovor na tvoje vprašanje, ali je staking zate, pa lahko dobiš s tem, da izpolniš vprašalnik, ki smo ga na Kriptomatu sestavili prav v ta namen. Preko njega boste lahko brez problema določili svojo naložbeno strategijo, ki bo ustrezala vam in vašim željam. Brezplačno si ga lahko prenesete preko povezave v opisu in pripetem komentarju. In zdaj poznate še staking. Kar precej metod investiranja smo vam že predstavili, hodl, DCA, vlaganje preko inteligentnih portfeljev in staking. Ostaja še swing trgovanje. Ne pa pozabiti tudi na določanje svojega profila vlagatelja, ki je zelo pomemben prvi korak. Upam, da smo vas dobro informirali glede staking metode investiranja in da smo vam odgovorili na večino vprašanj. Če pa slučajno ostaja še kakšno neodgovorjeno vprašanje, nam kar napišite spodaj pod videom, pod komentarji in z veseljem bomo odgovorili nam. Priporočal bi vam tudi, da se naročite na webinar, ki je za vas popolnoma brezplačen. Ta webinar se še bolj poglablja v svet investiranja
predstavlja težave začetnikov in ponuja tudi rešitve. Kot že omenjeno, v naslednjem videu si bomo ogledali swing trgovanje in sledili bodo še druge videi o tem, kako preprečite čustvene odločitve in kako se ubranite pred goljufi. Ne bo se jih splačalo zamuditi, zato res predlagam, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.